Dobro jutro iz Dunaja. Ura je 6, -2 stopinje Celzija. Tukaj vidite novoletne okraske, ki seveda ne gorijo. To je vstop v podzemno železnico. In tukaj boste zagledali Štefanplatz, oziroma katedrala svetega Štefana. Mi pa se bomo sprehodili po tej ulici Graben, da vam pokažemo, kako deluje avstrijska prestolnica, ko se prebuja, kot rečeno, je ura zjutraj ob 6, temperatura je -2 stopinje Celzija. In kot vidite, lahko posnamemo tudi posnetek, kjer ni videti turistov, ki bi gručema hodili po tem nakupovalnem središču. To so lučki, ki seveda ne svetijo, mi pa se bomo počasi odpravili proti Coburgu in se pogledali, kako delujejo cesarske palače, ko se Dunaj prebuja. Ta tudi to je eno od trinkov, ki jo morate spoznati. Res je danes praznik na Dunaju, vendar so oziroma bodo trgovine odprte. Zanimivo je, da tokrat ne vidimo ne policistov, praktično nobenega človeka ne vidite. In to je eden redkih posnetkov, da lahko tudi tako frekventno mesto predstavite brez obiskovalcev. Kot v Ljubljani tudi tukaj začnejo že ob 6, pa še nekoliko prej, dovažati zdravine, artikle, ki jih rabijo. No, to je tale znameniti spomenik, ki je natančno rečeno kružno znamenje. Seveda smo stali zato ob 5:30 zjutraj, da vam to pokažemo, ker če bi stali ob 7, vam žal tako praznega Dunaja ne bi mogli
pokazati. Ja, ker pridejo šele okoli 8 ure, tako da tudi teh ni. Mi smo, kot zdaj že vsi veste, na eno najbolj obleganih ulic Graven. Vidite, včasih se le mesto prebuja, vendar to le začetek zanimivo je, da tako luči ugašajo da ste prihranili tudi elektriko, naši pa pravijo, da je to ravno nasprotno. Povedi. Da se počasi premikamo proti še eni bolj imenitni ulici, kjer pa so res same znamenite trgovine. No, vidite, tukaj boste našli gospoda, ki ravno kot v Ljubljani čisti smeti. Mi pa smo stopili v ulico Kolmarkt, ki vodi do vstopa v cesarske palače Hofburg. No, vidite tule, vidite tudi policiste, ki kontrolirajo po cesti. Čeprav smo rekli, da jih ni, kot kaže, so vedno na svojem mestu, le opazili jih nismo, ali pa oni pazijo na nas, pa mi to ne vemo. Kot rečeno, smo na ulici z najbolj znamenitimi trgovinami. Upam, da to poznate. Res je pa zanimivo, da jutranji utrinek lahko težko naredite drugače kot je tale, saj je večino razsvetljave, razen te osnovne, ugaščene. Tudi tukaj nič drugače. No, redko lahko opazimo tudi smenjake, ki se pojavijo, vidite na cesti, ki praviloma seveda hranijo v posebnih prostorih. To je tudi od posebnosti, ki smo lahko opazili
v jutrišnjem posnetku. No, tako je v avstrijski prestolnici zjutraj, ko mesto spi in ko turisti še počivajo. Zanimivo je, da je poletje tole. Na vsakem objektu, ki boste gledali tele zastave, to so avstrijske označbe zastave, govori o tem, da se je v tej hiši rodil ali znameniti meščan, umetnik ali od ljudi, ki nekaj pomeni za mesto. Končajmo s pogledom. Neuspavljeno in jutranjo palačo Hofburg. Eno boste rekli, da se nismo potrudili in vam prikazali tudi ta del življenja v mestu Dunaj. No, če pogledate zgor, tole cerkev, žal ne boste videli, koliko je ura, ura je natančno 6. In tule boste videli gospoda, ki je tako on namešča časopis in ga postavi takole in ga lahko tudi kupite. Good morgen. No in to je to. In lep pozdrav iz avstrijske prestolnice, kot jo lahko vidite zjutraj ob 6. In lep dan vam želim. Tokrat vam bomo pokazali res lepega, se bomo obiskali tudi znameniti Schönbrunn.